Lep pozdrav vsem skupaj. Za vse, ki ste tukaj prvič, naj se vam najprej samo predstavim. Sem Andraž Snedec in tukaj v Jezuitskem kolegiju, kjer se nahajate, opravljam funkcijo moderatorja večernih akademij, kar pomeni, da vas bom danes vodil skozi celotno dogajanje. Dogodek, ki mu prisostvujete, spada v cikel mesečnih predavanj, ki se imenujejo Večerne akademije. Torej, gre se za predavanja, ki so sad poslanstva Jezuitskega kolegija v Ljubljani, in sicer poslanstva, da izobražuje, povezuje in odpira dialog med javnostjo in akademsko skupnostjo. Potekal bo pa tudi danes po ustaljenem redu, in sicer najprej bomo besedo predali našemu gostu, ki bo predaval do približno 9. ure, in nato boste imeli sami do pol 10. čas, da mu zastavite kakšno vprašanje. Zatem, ko se bo pa končal uradni del dogodka, pa ste vsi povabljeni v kavarno na drugi strani hodnika na manjšo pogostitev. Tako. V naši sredi danes lepo pozdravljam predavatelja, dr. Leona Bedrača. Za tiste, ki ga še ne poznate, naj vam povem, da je dr. Leon Bedrač interdisciplinarni znanstvenik in nutricionist z globalno priznanimi strokovnimi izkušnjami na področju prehranske biokemije, farmakologije prehranskih dopolnil, klinične športne prehrane in aplikativne znanosti o dolgoživosti. S kombinacijo akademskega znanja in praktičnih izkušenj pomaga športnikom, posameznikom in podjetjem optimizirati zdravje, zmogljivost in kakovost življenja. Njegovo delo temelji na povezovanju prehranskih, vadbenih in sodobnih tehnoloških pristopov ter personaliziranih strategij za izboljšanje telesne pripravljenosti, zdravja in dolgoživosti. Biokemijo, metabolizem in fiziologijo napora združuje s vsakdanjo prakso, kar omogoča, da najnovejša znanstvena dognanja postanejo uporabna in dostopna za resnične potrebe ljudi. Tako, gospod Leon Bedrač, tudi vam najlepša hvala, da ste se tako odprto odzvali na naše vabilo in bi vam kar predal besedo. Hvala lepa, Andraž, hvala lepa za prijazne uvodne besede. Hvala lepa za povabilo. Hvala lepa vsem, ki ste prišli na to večerno akademijo. Meni je veliko veselje, da ste kljub vremenskim in študijskim obveznostim se uspeli pridružiti. Jaz verjamem, da bomo preživeli današnji večer super skupaj, da se bomo imeli fajn. Naslov, tematika današnjega predavanja je nekako nastala po tem, ko sva z Andražem komunicirala preko e-pošte in sva se nekako skupaj odločila, kako oblikovati naslov. Jaz ga moram tudi na nek način opravičiti v uvodu. Bi pa začel s tem, da tradicionalni pogled na mišico oziroma na mišično maso je usmerjen v njeno vlogo v razvoju moči, vzdržljivosti, kot ključni determinanti športne zmogljivosti, ki ima tudi neko estetsko komponento. Jaz vam bom pa danes podal še komplementarni pogled na mišico kot pomemben biomarker zdravja in podal argumente, zakaj je mišična masa najbrž tudi najbolj pomemben, objektiven pokazatelj zdravega staranja oziroma dolgoživosti. V današnjem predavanju vam bom skušal odgovoriti na osnovno vprašanje, in sicer, zakaj je mišica oziroma mišična masa pomembna za zdravje, kaj sploh je dolgoživost, kaj je staranje, zakaj se staramo, ali je mišična masa res biomarker dolgoživosti in zdravega staranja, koliko mišic rabimo za zdravo staranje, ali je pomembna samo količina mišične mase, ali pa je pomembna tudi kvaliteta mišic in pa potem tudi praktične implikacije. Kako pridobiti in ohraniti mišično maso in na koncu skušal nekako vas povabiti k temu, da mišice vsi redno uporabljamo. Ker je naslov v bistvu precej terminološko recimo zahteven, uporablja besede, ki so implicitne, besede, ki so v tretji dekadi 21. stoletja precej popularne in se v populističnih krogih
pa tudi na socialnih medijih dosti pogosto uporabljajo. Jaz bi tudi rekel, da zlorabljajo. Je mogoče fajn preudarno začeti z epistemično ponižnostjo in se nekako sklicevati na sokratsko metodo, a ne? In najprej jasno opredeliti pojme, definicije, zato da bomo vsi vedeli in govorili skupni jezik. Kaj pomeni biomarker skozi prizmo znanstvene metode, a ne? Gre za objektivni, merljiv, nek kazalnik normalne fiziologije, normalne biologije, pa tudi patologije in potem tudi lahko z njim merimo odziv na neko zunanjo intervencijo, ne? Bodisi na nivoju molekularne biologije, na nivoju biokemije, na nivoju fiziologije ali pa potem kak funkcionalni kazalnik. Definicija zdravja je tukaj tudi prikazana, ki v bistvu presega tradicionalno definicijo Svetovne zdravstvene organizacije, ki je v bistvu bila predlagana leta 1948 in je bila deležna številnih kritik, ne? Če se spomnite, gre nekako takole, ne? Da zdravje ni samo odsotnost bolezni oziroma napake, ampak stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, in to je predvsem taka eluzivna definicija, ki marsikaj ne pomeni, in kasneje so to razširili in nekako predlagali, da je zdravje v bistvu vrednota in vsakodnevni resurs za to, da lahko kvalitetno, kakovostno živimo, a ne? In leta 2011 so predlagali novo definicijo, ki jo vidite tukaj. Potem pa definicija dolgoživosti. Jaz vam bom podal več aspektov, kaj dolgoživost sploh je. V znanstveni literaturi se enostavno pojavlja definicija kot neka sposobnost posameznika, ki živi dlje od povprečne življenjske dobe določene populacije oziroma vrste. Se pravi, to je neka binarna funkcija, a ne, ki pove, kako dolgo živimo. Potem pa se v zvezi z dolgoživostjo uporabljata še dve besedi, ki ju je precej težko v slovenščino prevesti. Ena izmed njih je health span. V bistvu gre za kakovost življenja, a ne? To je obdobje, ko ga preživimo v dobrem zdravju, brez kroničnih bolezni, brez funkcionalnih prizadetosti. Potem pa imamo še tretjo besedo, a ne? Longevity. In longevity je v bistvu definicija, ki v mojih očeh objame oba pojma health span in lifespan, a ne? In če pogledamo recimo tole kot matematično funkcijo, kjer imamo na x osi lifespan, kako dolgo živimo, a ne, na y osi pa potem health span, oziroma jaz sem tukaj napisal zdravje, je potem dolgoživost v bistvu integral te funkcije, a ne, površina pod krivuljo. In za praktične implikacije, a ne, dolgoživost pomeni, da želimo to krivuljo narediti čim bolj podobno kvadratu. Pomakniti jo navzgor, na desno. Se pravi, čim dlje časa živeti, čim bolj kvalitetno, a ne. Temu se reče kompresija morbidnosti, a ne. Tukaj vidimo, da je naš vrhunec, kar se kvalitete zdravja tiče, a ne, tam med 25 in pa 45, mogoče 50 letom, potem pa začne ta krivulja padati, a ne, monotono, ampak ne linearno, a ne. Pomembno je vedeti, da na to trajektorijo lahko mi vplivamo z vsakodnevnimi odločitvami, zelo pomembno, a ne. Če definiramo še pojem staranja, kaj sploh staranje je, a ne, v literaturi se pojavi definicija, da gre za časovno pogojen funkcionalni upad organizma, kjer se fiziološka integriteta izgublja in to vodi potem v okrnjeno delovanje organizma in potem večjo dovzetnost za bolezen in potem za samo smrt, a ne. In odvisno od trajektorije, po kateri se staramo, a ne, pridemo iz faze, kjer lahko neodvisno živimo v obdobje krhkosti in pa potem nezmožnosti. In tukaj, a ne, imamo veliko možnosti, kako to krivuljo narediti, tako sem omenil, a ne, čim bolj kvadratasto. Zaradi česa se pa staramo? To je pa vprašanje, s katerim se človeštvo ukvarja že tisočletja, a ne. In enostaven odgovor je zaradi termodinamike, a ne, zaradi entropije. Entropija je
merilo za kaos oziroma nered. Ne? In drugi zakon termodinamike pravi, da se v vesolju skozi čas vsi procesi spontano oblikujejo tako, da težijo k neredu, k kaosu. Ne? Vemo pa, da je človeški organizem zelo biološko urejen sistem, ne? In lokalno se bori proti entropiji, hkrati pa globalno mora ustvarjati še zmeraj entropijo na tak način, da seveda veliko energije v obliki toplote oddajamo v okolico. Ampak skozi čas se procesi, ki vodijo do biološkega reda, oslabijo. Samo popravljalni mehanizmi oslabijo in v bistvu telo začne postati kaotično in staramo se. Staranje lahko zapišemo tudi z eno matematično funkcijo. Benjamin Gompertz jo je predlagal, mislim, da v 19. stoletju. Gre za eksponentno funkcijo, ki pove, v bistvu, kakšna je verjetnost v vsakem obdobju življenja, da bomo umrli. In če pogledamo krivuljo, tukaj ni prikazano, vidimo, da se v bistvu na vsakih 7 do 10 let verjetnost za to, da bomo umrli, podvoji. Ko smo mladi, je verjetnost zelo majhna, ne? Je naš organizem zelo biološko urejen. In kasneje se pa ravno zaradi tega drugega zakona termodinamike ta nered začne povečevati do točke, kjer pač pridemo v fazo nezmožnosti oziroma potem kasneje tudi smrti. Nekateri znanstveniki staranje imenujejo tudi bolezen. Jaz se nekako ne strinjam najbolj s tem procesom. Jaz mislim, da je to naravni proces, ki ima odzadaj, kot sem rekel, fiziko oziroma termodinamiko. Ampak ima na molekularnem, biokemijskem, fiziološkem nivoju številne katalizatorje. Gre za eno konstelacijo sprememb, ki se dogajajo v našem telesu. In leta 2013 so jih združili v tako imenovanih 9 značilnosti staranja oziroma v angleščini jih imenujemo hallmarks of aging. Nekateri so povezani z genomom, drugi z epigenomom, tretji z izgubo zaznavanja hranil, deregulacije, a ne zaznavanja hranil, izgubo proteostaze in pa potem moja najljubša mitohondrijska disfunkcija. Vam bom skušal danes dati prepričljiv razlog, zakaj. Nekateri znanstveniki gledajo na proces staranja kot na proces, kjer se v bistvu zaradi teh sprememb izgubi identiteta celice same. Komunikacija med bilijoni celic, okoli 38 tisoč milijard oziroma bilijonov celic imamo v našem telesu, se izgubi in potem celica izgubi svojo lastno identiteto. Epigenom se poruši, To področje je zelo v razcvetu, kar se tiče raziskav v zadnjih 10-15 letih. 2 leti nazaj so isti avtorji predlagali razširitev teh značilnosti staranja. Dodali so še 3, in sicer kronično vnetje, disbiozo, ki je predvsem vezana na črevesje, črevesni mikrobiom in pa potem makroautofagijo, ki je onemogočena oziroma nepravilno regulirana. Mogoče veste, kaj je avtofagija? Avtofagija je proces, ko celica svoje disfunkcionalne, neuporabne ali pa poškodovane organele sama poje, v bistvu jih reciklira. In na tak način omogoča vzdrževanje biološkega reda. Problem pri človeku, ker potem se pojavlja veliko nekih izpeljank diet, kjer se avtofagija aktivira. Problem je, da tega pri ljudeh ne znamo meriti v realnem času. Zato so translacije nekih diet, ki delujejo na eksperimentalnih živalskih modelih, precej lahko nevarne. Predvsem zaradi dejstva, ker študiramo drug organizem, študiramo ga v umetnem okolju in seveda ne veljajo enaka pravila.
kar se tiče biologije. A ne. Vam pa lahko namignem, kaj je največji aktivator avtofagije. Fizična aktivnost. Ne glede na to, ali treniramo na tehče, ali treniramo po obroku. Zakaj je mišica, s tem mislim danes, tekom celotnega predavanja, skeletna mišica, tako pomemben organ, ki lahko v bistvu služi kot nek osrednji centralni organ za študiranje v bistvu biologije staranja. Ta pogled je v bistvu novejši, ker tradicionalno smo gledali na naš organizem kot seveda skupek mase vseh organov. Ko stopimo na tehtnico, vidimo celokupno maso. Ampak ta masa je sestavljena iz puste telesne mase, iz mase organov, iz mase skeletnih mišic, iz mase kosti in pa potem telesnega maščevja. In skeletna mišica je centralni, osrednji biološki organ, ki združuje za tiste študente, ali pa tudi tiste, ki jih zanima biologija, tako anatomijo kot fiziologijo in pa potem tudi biokemijo oziroma biologijo. Centralna paradigma v biologiji je, da struktura določa funkcijo, funkcija pa je regulirana preko tisoče molekularnih dogodkov, ki se vsako sekundo, vsak trenutek v našem telesu odvijajo in težijo k temu, da se ohranja homeostaza, stabilno notranje okolje. In mišica v tem kontekstu je prvič najbolj aktiven del gibalnega aparata. Potrebujemo jo zato, da lahko funkcijo izvajamo, da se gibamo. Mišica je tudi zelo pomemben, jaz mislim, da celo najbolj pomemben presnovni organ in regulira presnovo, torej metabolizem makronutrientov. Predvsem med aktivnostjo, kot bomo videli. Ampak mišica je tudi pomemben sekretorni organ, ima svoj sekretom, izloča številne signalne molekule. Tega nismo vedeli do začetka 21. stoletja. In na tak način uravnava celotno fiziologijo. V kontekstu staranja je pa mišica tudi zelo pomembna kot funkcionalna in presnovna rezerva, predvsem v obdobju tako imenovane katabolne krize, ki se s starostjo seveda zelo pogosto pojavlja. Treba je vedeti, da funkcije ne izgubimo linearno, ampak ravno v obdobju, ko smo podvrženi določenim boleznim, v obdobju, ko smo hospitalizirani oziroma imamo kakšno bolezensko stanje. Takrat je tista krivulja začne strmo padati. Mogoče ve kdo, koliko mišic imamo v našem telesu? En razpon. Zato, da vas malo držim po koncu, vam bom dal 3 opcije. Ena je od 200 do 250, druga je od 600 do 650, tretja je pa od 1200 do 1250. A, B ali C? C, B. B je pravilen odgovor. Skeletna mišica predstavlja okoli 40% naše telesne mase. Seveda to je zelo odvisno od posameznika, lahko je več, lahko je manj, ampak to je v grobem dobra polovica puste telesne mase. Pri moških malo več, zaradi hormonov, pri ženskah malo manj. In te mišice so v bistvu sestavljene tako, da se združujejo v snope, mišičnih vlaken, v fascikle. Mišica je obdana z vezivnim tkivom, ki se imenuje epimizij. Potem pa so snopi mišičnih vlaken obdani z perimizijem, isto z vezivnim tkivom. In potem snopi mišičnih vlaken so pa v bistvu sestavljeni iz mišičnih posameznih vlaken, miofibril, ki imajo 2 osnovni strukturni komponenti, to sta miozin in aktin. In ta 2 omogočata, da se mišica lahko krči, po modelu drsečega filamenta. Sarkomera je pa tista osnovna,
strukturna enota mišice. Določena mišična vlakna so tudi zelo, zelo velika. Mišično vlakno je mišična celica v resnici, in ima več jeder. In sartorius je mišica, ki je dolga, mišično vlakno, mišična celica, ki je dolga tudi tam do 40 cm. Takšna struktura omogoča funkcijo in zelo pomembno funkcijo za naše vsakdanje življenje, za naše zdravje. Včasih se premalo zavedamo, koliko je pomembno v bistvu za preživetje, za življenje, da smo gibljivi, da smo mobilni. Tega se začnemo zavedati kdaj? Takrat, ko se ta funkcija, prosim? Ko nismo več. In mogoče se nam zdaj, ali pa se vam zdi trivialno, da lahko greste po stopnicah, kaj pa je to takega. Pa da lahko nosite 2 vreči iz trgovine, pa da lahko otroka, nečaka, vnuka dvignete v naročje, da lahko greste na avion, pa date potovalni kovček s sabo nesete, pa ga pravilno namestite. Ampak vse to zahteva mišice, ki delujejo, ki so funkcionalne. Zaradi tega jih moramo čuvati in ne vzeti tega kot nekaj, kar nam je podarjeno, ker se mišična funkcija izgublja z starostjo. Mišica nam omogoča, da smo samostojni. Mišica nam omogoča, da so v bistvu naše kosti tudi zdrave. Če smo starejši od 60 let, pademo. Deloma tudi zaradi tega, ker izgubljamo koordinacijo. Zaradi tega je recimo skakanje s kolebnico super vaja. Deloma zato, ker izgubljamo mišično moč in pademo, pa si koliko zlomimo. 30% ljudi enega leta ne preživi več. Nam se to zdi precej trivialno, ampak ni. Meni sicer, jaz sem že veteran med vami, in se mi več ne zdijo določene zadeve trivialne. Tako da lahko iz osebnih izkušenj povem, da se funkcija izgublja in to zelo, zelo hitro. Druga pomembna funkcija mišice je kot osrednji regulator v bistvu presnove oziroma metabolizma. Mišica, odvisno od tega, koliko imamo, prispeva okoli 20-30% porabe energije v mirovanju. Mišica porabi približno 3-krat več energije kot maščobno tkivo v mirovanju. Zato je potrebno, če želimo imeti zdravo telesno sestavo, imeti dovolj mišic. 13 kalorij na kilogram telesne mase na dan, v primerjavi 4,5. To ni veliko na dan, ampak se čez teden, mesec, leto, leta potem amplificira. Če imamo 10 kg mišic več, bomo 130 kalorij na dan samo v mirovanju več porabili. Ampak če bomo hoteli imeti 10 kg mišic več, jih bomo mogli najprej zgraditi in biti aktivni. Tako da tudi vsakič, ko se premikamo, naše mišice več porabljajo kot maščobno tkivo. In skozi leta ali pa tedne, najprej mesece, se to sešteva, in nam zato mišica omogoča, da se ne zredimo, pod narekovaji. Mišica je tudi glavni organ, ki kuri maščobo v mirovanju. Seveda, če smo zdravi. Okoli 90% vse energije mišica dobi iz oksidacije maščobnih kislin v mirovanju, pa tudi pri zelo nizki intenzivnosti je slika zelo, zelo, zelo podobna. Če pa nismo zdravi, pa mišica v mirovanju ne more maščobnih kislin porabljati, in potem porablja glukozo, ogljikove hidrate, in to lahko vidimo tako, da merimo laktat, ki je stranski produkt anaerobne glikolize,
sladkorja, ne, oziroma glukoze. In kaj mislite, kaj je tisti odločilni faktor, ki narekuje, ali bojo mišice v mirovanju lahko porabljale energijo ali ne? Mitohondriji, mitohondrijska funkcija, ne? Ki jih z fizično aktivnostjo najbolj treniramo. Mišica je tudi glavni periferni porabnik glukoze, tam okoli 0,6 mg na kilogram na minuto porablja, možgani seveda več porabljajo v mirovanju. In mišica je tudi glavno skladišče glikogena, glukoze oziroma sladkorja. In zato je tudi največji regulator občutljivosti na hormon inzulin. Zdaj, ko sedite, pa me poslušate, vaše mišice porabljajo skoraj izključno maščobne kisline, ne, če smo zdravi. Kaj pa, če smo trdno tehče, ne? Kaj pa, če smo po obroku? Po obroku mišica predstavlja glavni porabnik in glavno skladišče v bistvu glukoze, ne? Glukozo pretvarja v glikogen, to je živalski ekvivalent škroba. Škroba, ki ga imamo v žitaricah, ki ga imamo v krompirju, v rižu, v kruhu, ne? In tukaj se glukoza, sladkor na varen način skladišči. Koliko mislite, da imamo sladkorja v krvnem obtoku? Če malo kemije uporabimo, ne? Tam recimo do 6 milimolov je normalna vrednost sladkorja. Pa če poznamo molsko maso glukoze, pa predvidevamo, da ima en posameznik okoli 7% volumna krvi v 7% telesne mase, volumna plazme, ne? Potem lahko zračunamo, da en recimo 70-75 kilogramski posameznik ima v krvnem obtoku okoli 5 gramov sladkorja. Če ga ima 6,5 ali pa 6,7 recimo, potem je že diabetik. Zdaj pa si predstavljate, da pojeste en krožnik makaronov. Koliko mislite, da ima en krožnik makaronov ogljikovih hidratov? Odvisno, koliko je velika, ne? Ampak 100 gramov makaronov ima okoli 80 gramov ogljikovih hidratov. In če v 2 urah ne znamo, kaj narediti s temi ogljikovimi hidrati, smo diabetiki, ne? In v bistvu mišica je tisti organ, ki igra ključno vlogo pri omejevanju, ne, hiperglikemije, povečanega krvnega sladkorja. Po ocenah je v svetu okoli 800 milijonov ljudi diabetikov. Tam okoli 570 milijonov je v bistvu nekako detektiranih, ostali pa so primeri so pa neodkriti. To je koliko? 1/10 populacije globalno, ne? Imamo več tipov diabetesa. Diabetes tipa 1 je prirojen, diabetes tipa 2 je pridobljen, potem imamo še diabetes tipa 3, pa LADA, pa še par podvrst, ampak več kot 95% diabetesa predstavlja diabetes tipa 2, ki je prirojena bolezen. In ključno vlogo, večina razlogov za diabetes tipa 2 je neodzivnost naših mišic na signalizacijo hormona inzulina, ne? Tukaj igra zelo pomembno vlogo tudi prisotnost maščobe. Tudi, ko smo po obroku, naše mišice še zmeraj predstavljajo glavni organ za porabo oziroma oksidacijo maščob. Malo se zniža, ne? Ker porabljajo tudi malo glukoze, ampak predvsem glukozo potem skladiščijo kot vir energije. Naše mišice so tudi zelo inteligentne, namreč, če jih zelo pogosto uporabljamo, v skladiščijo tudi maščobne celice oziroma maščobe, trigliceride, ker jih uporabljajo. In potem jih pri aktivnosti izpraznijo in potem jih ponovno uporabijo.
Podobna slika je pri diabetikih tipa 2, kjer telo skladišči maščobe, ampak jih ne zna uporabiti. Če pa naredimo presek mišice, je pa zelo podoben. Ne? In to potem razlikuje aktivno zdravo mišico od bolne mišice, ki se potem več ne odziva na signalizacijo inzulina. Mišica je seveda tudi glavni organ presnove aminokislin, predvsem presnove aminokislin z razvejano stransko verigo. Tisti, ki zahajate v trgovino z prehranskimi dopolnili, jih poznate kot BCA-je, jetra jih nočejo. Med aktivnostjo pa je seveda mišica glavni dominanten porabnik energije, porabnik glukoze, glavno mesto oksidacije maščob in pa seveda potem osrednje mesto regulacije, sinteze in pa razgradnje mišičnih beljakovin. Odvisno od aktivnosti potem telo oziroma mišica uporablja več maščobnih kislin oziroma maščobe pa manj glukoze oziroma obratno. Večje, ko je intenzivnost, več glukoze, več sladkorja uporabi, ker je potreba po energiji tako velika, da je ne more dobiti z oksidacijo maščobnih kislin. Ne? In zaradi tega je mišica v bistvu tisti glavni organ, ki nam omogoča presnovno metabolno fleksibilnost. Do leta 2000 smo mislili, da je to vse, kar mišica zna. Potem je pa dr. Bente Pedersen z Kopenhagna ugotovila, da mišica oddaja en vnetni citokin, ki pa, če je induciran z vadbo in izhaja iz mišic, ne povzroča vnetja. Interleukin 6. Interleukin 6 je v bistvu eden mediator vnetnega odziva, ko se imunski sistem aktivira, ampak kadar pa se izloča iz mišic, pa ima pomembno signalno vlogo. Mišica izloča molekule, ki jih imenujemo miokini. To so peptidi, proteini, ki se v bistvu izločajo v lokalno, pa potem tudi sistemsko. In izločanje je zelo specifično in odvisno od tega, ali je mišica neaktivna ali pa aktivna. In neaktivnost zelo močno spremeni tako imenovani mišični sekretom, torej celoten nabor molekul, ki jih mišica izloča. Ne? Tudi druga tkiva med vadbo izločajo signalne molekule, ampak mišica je glavni vir, imenujemo jih ekserkini. Ti ekserkini oziroma miokini delujejo na samo mišico. Mišica uravnava svoje delovanje. Ampak mišica uravnava tudi okolico. In mišica uravnava tudi večina drugih organov, komunicira z našimi jetri in izboljša inzulinsko občutljivost, izboljša delovanje imunskega sistema. Črevesju sporoča, da izloča ta GLP, to, ko je tarča, v bistvu, oziroma GLP je tarča, GLP-1 receptorjev, nekaj, kar danes delamo farmakološko z Ozempikom, ali pa z Mounjarom, ali pa potem tudi z retatrutidom. In to omogoča boljšo izločanje inzulina iz pankreasa. Mišica nas naredi tudi bolj pametne preko signalnih molekul. Aminokislina triptofan se v možganih pretvori lahko v serotonin. Ampak eden izmed stranskih produktov metabolizma triptofana je kinorenin. Kinorenin ima dve usodi, lahko se pretvori v kinolinsko kislino ali pa kinoreninsko kislino. Kinoreninska kislina je nevrotoksična. Kinoreninska. Kinoreninska je pa nevroprotektivna in mišica signalizira možganom, kaj bo naredilo s tem kinoreninom, in ga naredi manj problematičnega. Mišica seveda signalizira tudi kostem, imunskim celicam. In pa zaradi strižnih sil, ki se tekom vadbe v bistvu proizvajajo, potem mišica v bistvu tudi zmanjša verjetnost za
razrast tumorskih neoplazemskih sprememb, nekako rakave celice uničuje. Kadar se pogovarjamo o dolgoživosti, o zdravem staranju, seveda tega ne smemo spregledati. Naša mišica je v bistvu glavni rezervoar aminokislin v telesu in seveda beljakovin. Obrat beljakovinske je okoli 300 do 400 gramov na dan. Nekaj jih moramo pojesti iz hrane, drugače smo v katabolnem stanju. In naše telo v bistvu vsebuje tam okoli 10 do 12 kilogramov beljakovin. Kaj pa ostalo v mišici? Tako je, voda več ali manj. Mislim, v idealnem primeru. Bomo videli tudi primer, ko je mišica podobna vagiju, zrezko, marmorirana, infiltrirana z maščobo, takrat je manj. In ob okužbah, operacijah, vnetju, boleznih je seveda mišica tisti glavni rezervoar, ki drugim organom donira aminokisline, ki jih prav tako rabijo. Ker beljakovine niso potrebne samo za skeletne mišice. Naše imunske celice, lasje, nohti, koža, proteini oziroma beljakovinske strukture v celici, vse je iz aminokislina. In zaradi tega seveda padec mišične mase pomeni tudi zmanjšano presnovno rezervo, zmanjšano funkcionalno rezervo in pa potem tudi slabšo toleranco katabolnega stresa. In starejši kot smo, bolj pogosto smo bolni, slabša je toleranca stresa, če nimamo dovolj mišične mase. Staranjem se pa fenotip mišice spremeni in sicer kaj se zgodi, pojavi se tako imenovani fenomen anabolne rezistence, ki pravi, da je naša mišica manj občutljiva na stimulacijo mišične beljakovinske sinteze v prisotnosti beljakovin, predvsem iz hrane. Več razlogov za to je, ampak predvsem kronični vnetni odziv in pa kronična hiperinzulinemija, se pravi povečan inzulin, oziroma temu pravijo nekateri inzulinska rezistenca vaskularna. Na nivoju populacije se po 30. letu začne mišična masa progresivno izgubljati. S hitrostjo okoli 1% na leto. Ampak mišična moč se pa s trikratnikom te hitrosti izgublja. In seveda posledice so tukaj naštete in potem vodijo iz neodvisnosti v krhkost in kasneje tudi v samo nezmožnost življenja in potem večje tveganje za smrtnost. Kako merimo zdravje mišic? Z različnimi biomarkerji, ki jih lahko razdelimo v grobem v strukturne, funkcionalne in pa biokemijske. Strukturni nam povejo, koliko in kakšen tip mišic imamo. V resnici je zelo težko izmeriti zelo natančno oziroma praktično nemogoče, koliko mišic imamo. Ampak obstajajo različni približki, ki precej natančno ocenijo, koliko mišic imamo. Na nivoju kvantitete, potem na nivoju kvalitete se uporablja mišični prerez in pa potem arhitektura, kjer se dolžina in tip vlaken določata z funkcionalnimi parametri, ki so praktično zastonj, lahko zmerimo, kaj naša mišica zmore. Imamo parametre, s katerimi merimo mišično moč, absolutno, relativno, mišično kapaciteto, aerobno in pa potem standardizirane funkcionalne tiste, s katerimi merimo v bistvu neko funkcionalnost naših mišic, potem pa imamo različne biokemijske parametre, nekatere uporabljamo v sklopu analize krvne slike ali pa potem zelo specifične, med njimi nekatere zelo v raziskovalne namene. Zdaj pa poglejmo, ali je naslov mišica biomarker dolgoživosti upravičen. Kaj vemo iz znanosti, znanstvenih raziskav? Vemo, da je indeks mišične mase oziroma mišična masa boljši napovednik preživetja kot sam indeks telesne mase oziroma telesna masa. Tukaj imamo podatke iz ameriške kohorte NHANES, kjer so ugotovili, da tisti, tukaj imamo, gledajte, 200 mesecev, tisti, ki so, kar se tiče skeletne mišične mase, v prvem kvartilu
se pravi, imajo najvišji indeks mišične mase v primerjavi s tistimi, ki so v najnižjem kvartilu, imajo približno 20% zmanjšano tveganje za smrtnost iz katerega koli vzroka oziroma boljše preživetje. Vemo, da je tudi mišična moč povezana z dolgoživostjo. Nedavna raziskava iz britanske kohorte, iz britanske biobanke je pokazala pri skoraj več kot pol milijona ljudi, da je nižja moč stiska roke, merili so z dinamometrom, z izometričnim stiskanjem roka, so izmerili, da je nižja moč stiska roke neodvisno povezana z večjo umrljivostjo in obolevnostjo iz vseh vzrokov in pa iz specifičnih vzrokov. Tukaj imamo ta hazard ratio, to je razmerje ogroženosti, če je večje od 1, potem je ogroženost večja. Če je manjša, pa potem manjša kot recimo, če 1 pa pomeni, da neka intervencija nima nobenega vpliva na povečanje ogroženosti. Zaradi tega se potem moč stiske roke potem v bistvu uporablja v gerontologiji kot boljši napovednik od standardnih kliničnih modelov tveganja. Pomembno vprašanje, kaj je bolj pomembno za dolgoživost, za zdravje? Količina mišic ali kvaliteta mišic? Na to vprašanje imamo tudi precej dobre odgovore. In sicer mišična moč je boljši napovednik preživetja kot sama količina mišične mase. Pri moških in pri ženskah. Starostniki, ki so bili starejši od 70 let, so bili testirani ponovno z izometričnim stiskom zapestja in pa potem z izokinetičnim ekstenzijo nog. Kaj pa je najmočnejši biomarker preživetja ali pa dolgoživosti? Ve kdo? VO2 max, bravo. VO2 max, maksimalna poraba kisika, maksimalna količina kisika, ki ga naše telo lahko prevzame iz zraka preko pljuč, potem pa gre kisik v srce, srce ga potisne ven v sistemski krvni obtok in potem si ga določena tkiva vzamejo in ga porabijo. Zakaj? Z tvorbo energije, ker se večina energije v našem telesu tvori na oksidativen način. Z oksidativno fosforilacijo v prisotnosti kisika, tam okoli 92%. Energija je pa gonilna sila življenja. Več energije imamo na razpolago, več funkcij lahko z njo opravljamo. In seveda mišica igra tudi tukaj neposredno vlogo. In sicer pri tako imenovani arteriovenski razliki, ko potem večina kisika iz sistemskega obtoka, ki ga srce potisne ven, potem sprejme. Testi, ki jih izvajamo, so tudi zelo dobro standardizirani, lahko jih pa sami izvedete z 12-minutnim tekaškim testom. In obstajajo zelo dobri modeli, kjer si lahko izračunate, kakšen VO2 max rabite, zato da boste zdravi. Zakaj VO2 max? Zato, ker imamo zelo robustne, ponovljive, konsistentne podatke, da je večji VO2 max povezan z boljšim preživetjem spet iz katerega koli vzroka in pa predvsem iz vzrokov, ki so specifični za določeno bolezen. Podatki so ponovljivi, predvsem je pa zanimiva magnituda učinka, velikost učinka. To merimo z tako imenovanim razmerjem tveganja. In če pogledamo tukaj eno raziskavo Petra Konkinusa, ki je eden izmed pionirjev na tem področju, imamo tiste, ki imajo v bistvu najnižji VO2 max, pa jih primerjamo s tistimi, ki imajo najvišje, pravimo jim elitne, imajo več kot 4-krat večje tveganje za smrtnost iz katerega koli vzroka. Včasih slišite kako raziskavo, da je uživanje banan zmanjšalo tveganje za določeno bolezen ali pa smrt za 12%, ali pa ljudje, ki so pojedli več jajc, so imeli 30% večje tveganje, ali pa ponovadi ni toliko, 5-10% večje tveganje za smrtnost iz določenega vzroka. Se spomnite, da na tole, to je več kot 400%. Nobena intervencija nima takega učinka, kot ima
visok kardiorespiratorni fitness. Tukaj pa imate prikazano vrednost, ki jo je fajn doseči, ne? Ker je tukaj podana z tako imenovanimi metabolnimi presnovnimi ekvivalenti in en presnovni ekvivalent je 3,5 ml kisika na kilogram na minuto in če se to pomnožite, potem prijete do teh vrednosti. Vprašanje, koliko mišic rabimo za optimalno zdravje? Kot sem omenil, je v bistvu precej težko natančno kvantificirati, koliko mišic imamo. In zato moramo uporabljati približke. In najboljši približek, ki ga uporabljamo, je v bistvu indeks apendikularne puste mase. Torej, indeks puste mase rok in nog, okončin. In kaj vemo trenutno? Vemo, da prag nizke mase, ki določa oziroma ki poveča tveganje za sarkopenijo tole, a ne pri moških manj kot 7 kg na kvadratni meter, pri ženskah manj kot 5,5. Nedavna raziskava na eni poljski kohorti je pa prišla do tega, a ne, moški zdravi, mladi, morajo imeti indeks apendikularne puste mase več kot 8,6 kg na kvadratni meter, ženske pa 6,1. In to je tudi skladno z največjim, z najmanjšim tveganjem za smrtnost, če pogledamo tole raziskavo. Raziskav je precej malo na tem področju, ker je precej težko ljudi na nivoju populacije izmeriti pravilno, kar se tiče indeksa puste mase. Kaj pa ostali indeksi? Drugi indeks, kazalnik, je tako imenovani indeks puste telesne mase. To je vsa brezmaščobna telesna masa, ki jo potem delimo s kvadratom večine, podobno kot indeks telesne mase, samo maščobno maso odštejemo. Ni specifičen kazalnik telesne mase, ker zajema tudi trupa, ne? In tukaj imamo organe. Ampak recimo boljši napovednik recimo tveganja ali pa ogroženosti kot sam indeks telesne mase pa je v grobem predstavlja tam 50 do 65% puste telesne mase. In tukaj imamo tudi podatke, zelo sicer okrnjene, ampak precej prepričljive. In sicer indeks puste telesne mase za moškega tam je nekje optimalen med 20 in 22 kg na kvadratni meter, pri ženskah pa tam med 16 in 17. Potem se seveda pojavi vprašanje, kaj pa zgornja zdrava meja indeksa puste telesne mase, imamo lahko preveč mišic. Kaj mislite? Ja ali ne? Odvisno na kakšen način jih dobimo. Če jih na zdrav način pridobimo brez uporabe prepovedanih, se niso nujno prepovedanih oziroma anabolnih steroidov, potem lahko pride do tega, ne? Drug problem pa je, pa vam bom samo tole najprej predstavil, je pa ta, da v bistvu lahko tudi na nezdrav način mišično maso pridobimo. Kje je zgornja meja? Odgovor na to vprašanje nam ta raziskava poda, kjer so gledali, kakšen je, temu pravijo v bodybuilderskih vodah neti max, naravno maksimalni indeks puste telesne mase in tam okoli 22-23 je pri moških, vse kar je več je pa potem zahteva uporabo prepovedanih oziroma spet anabolnih steroidov. Drug problem visokega indeksa puste telesne mase pa je, da ga lahko pridobimo na nezdrav način, če se zredimo, potem tudi mišično maso pridobimo, zato ker moramo težo naokoli prenašati. In dostikrat je to tisti moteči dejavnik pri interpretaciji raziskav. Ker če pa upoštevamo faktor, da v raziskavo zajamemo ljudi, ki so fizično aktivni, potem pa več kar naenkrat ni več nezdrave količine mišične mase. Zdaj pa seveda glavni del, kako ohraniti, kako povečati mišično maso, to je glavno vprašanje. Daleč najbolj pomemben držljaj je vadbeni držljaj. Če smo pod zunanjo obremenitvijo, se v mišici pojavi mehanska napetost. To mehansko napetost mehanosenzorji zaznajo in pošljejo kaskado signalov, ki se potem integrirajo v enem beljakovinskem kompleksu, imenuje se mTOR, in ta potem fosforilira v bistvu dve tarči, če vas zanima. Ena je P70S6, druga je 4E-BP1 in to potem aktivira transkripcijo genov za
sintezo novih beljakovinskih struktur, translacijo in pa potem seveda tudi samo biosintezo. Zdaj, vadba je primarni dražljaj. Drugi dražljaj, kot bomo videli, je tudi prehrana, ampak tukaj vidimo, da seveda skupaj delujeta sinergistično. Ampak zapomnite si tole, RT pomeni resistance training, ne? Tukaj pa imamo prirast mišične mase. V odsotnosti vadbenega dražljaja je seveda učinek hrane oziroma beljakovinskega vnosa značilen, ampak niti približno ni tako potenten. Trenutno se uveljavljajo različni modeli oziroma različni mehanizmi, kako pride do mišične hipertrofije, ampak leta 2010 je Brad Schoenfeld, ki je največ naredil na tem področju, objavil raziskavo, kjer je predlagal 3 mehanizme, 3 M-je. Mehanski stres, mehanska tenzija, metabolni stres in pa mišična poškodba. Ampak danes vemo, da je glavni mehanizem tale mišična mehanska tenzija. Seveda, katera vadba najbolj vpliva na prirast mišične mase? Vadba z obremenitvijo, ampak tudi vadba kombinirana, vadba, ki vključuje aerobni trening, potem pomembno vpliva k prirastu puste mase in mišične mase in pa potem zniževanju maščobne mase. Tukaj imamo eno raziskavo, zelo zanimivo pri posameznikih z debelostjo. Mislim, da je bilo 136 vključenih v raziskavo. Drugi faktor je seveda prehrana. Beljakovine so verige aminokislin. Aminokisline so pa tiste Lego kocke, ki predstavljajo strukturni material za izgradnjo mišičnih skeletnih mišic. Ampak prehrana brez mehanske stimulacije ima majhen učinek, kot smo videli. In še ena stvar je treba tukaj poudariti. S starostjo se pojavi ta fenomen anabolne rezistence, zato moramo prilagoditi, povečati bolus, enkraten akuten vnos beljakovin, zato da dosežemo enak učinek. Zdaj, če smo malo bolj specifični, pa potem seveda tip treninga tisti, ki narekuje, koliko beljakovin po obroku rabimo, da bomo maksimizirali mišično beljakovinsko sintezo. Jaz v bistvu sem to predavanje pripravil z namenom, da se prehrane ne dotaknem v samem predavanju, veliko bolj kasneje tekom naše diskusije, ampak tukaj se seveda takoj pojavi vprašanje, koliko beljakovin, katere beljakovine in pa seveda kdaj jih zaužiti. Odgovor je čisto enostaven. Gostota esencialnih aminokislin v kombinaciji z ilealno prebavljivostjo oziroma biološko razpoložljivostjo potem narekuje kvaliteto beljakovin, tudi kvantiteto, koliko jih moramo zaužiti po obroku. Časovna komponenta je pa najmanj pomembna, čeprav recimo za tiste marginalne prirasti mišične mase tudi igra pomembno vlogo. Kaj pomeni v bistvu ilealna prebavljivost? Pomeni, začne se že z tem, kako hrano pripravimo, procesiramo, kako jo potem mehansko razgradimo, kako se tekom prebavnega trakta potem lahko absorbira v krvni obtok in potem transportira do skeletnih mišic. Kvaliteta beljakovin pa igra najbolj pomembno vlogo, ko imamo nizek vnos. Višji kot je vnos beljakovin, manjšo vlogo igra prav tako časovna komponenta. In ko enkrat presežemo tam 1,6 grama na kilogram telesne mase, nam to ne omogoča nobenih dodatnih pozitivnih učinkov na prirast mišične mase. Tukaj bi poudaril tudi, ali pa recimo vam skušal ilustrirati en primer, kaj se zgodi v bistvu z 30 grami beljakovin, ki jih zaužijemo po obroku. Koliko jih mišice dobijo? Koliko mislite? Še kakšno? 40%. Še kakšen odgovor? Verjetno odvisno pa zraven ješ, pa kaj ješ. Ja, ampak če gledamo zdaj izolirano beljakovine,
približno 50% beljakovin se porabi za tako imenovano splanchnično ekstrakcijo, to, kar naše črevesne celice, kar naše jedra porabijo in kar porabijo, kar se sploh absorbira, ne, in potem pride v sistemski krvni obtok. Ker tudi drugi organi so zelo požrešni, kar se tiče porabe mišic, tudi naše črevesje. Ne. Od preostalih 50% beljakovin pa mišice skeletne dobijo samo 20%, torej skupaj, ne, če smo pojedli 30 gramov beljakovin, naše mišice dobijo okoli 3 grame in to je dovolj. Zakaj? Zato, ker če smo zelo dobro si nastavili trening, če imamo zelo ugodno okolje hormonsko, smo mladi, smo spočiti, imamo trening 100% optimizirana, ne, potem lahko pridobimo v najboljšem primeru okoli 1% mišične mase na mesec kot novo mišično skeletno mišico. Ne. Zdaj pa predstavljamo, imamo, ne vem, enega 70-kilogramskega posameznika, 0,7 kg mišic lahko pridobi na mesec. To je 700 gramov, ne, mišične mase. Ampak mišica je, kot smo rekli, tam 75% vode. Ne? Če pogledamo na piščančja prsa, na etiketo vidimo, da je 23 gramov na 100 gramov beljakovin. Se pravi, tudi če pridobimo 1 kilogram mišic na mesec, je to samo dodatnih koliko gramov beljakovin? Tam okoli 250-230, ne? To je manj kot 10 gramov na dan več, kot rabimo za vzdrževanje. Zato tisti, ki hodite ali pa boste hodili v fitness, ne rabite jesti, ne vem, 4, 5 ali pa še več, 5 gramov ali pa 400-500 gramov beljakovin na dan. Ker bo se presežek beljakovin oksidiral, ne? Ne, da je bilo s tem karkoli narobe, ampak nimamo nobenih dodatnih koristi. Najbolj kvalitetni, če kvaliteto definiramo kot gostoto esencialnih aminokislin in pa ilealno prebavljivo, so seveda živalski viri beljakovin, ampak tudi rastlinski viri, če pojemo dovolj beljakovin, telesu zagotavljajo dovolj vseh esencialnih aminokislin. In prosim, ne nasesti na idejo, da rastline ne vsebujejo aminokislin. Vse rastline vsebujejo vse aminokisline, ampak razmerje relativno med aminokislinami ni optimalno, ne? Ampak potem se ne jemo samo rastlin, pa ne jemo samo enega obroka, pa samo enega živila. Ne? Tako da, če jemo dovolj nepredelane hrane, dovolj kalorij pojemo, potem je verjetnost, da bomo dobili dovolj beljakovin čisto zadostna. In nove raziskave tudi kažejo, da seveda z stopnjo procesiranja se tudi ilealna prebavljivost in kvaliteta rastlinskih virov beljakovin tudi lahko poveča. Prehranska dopolnila so pa pika na i, ne? In tukaj bi omenil 3, ki se jih splača v bistvu suplementirati. Že iz čist praktičnih razlogov. Predvsem pa se dajmo osredotočiti na definicijo prehranskega dopolnila, ne? To je živilo, kjer se določena hranila nahajajo v koncentrirani obliki. In težko dobimo dovolj kreatina, toliko, kot ga naše mišice in naše možgane rabijo za optimalno delovanje, zato se ga splača jemati. Tudi D-vitamina, sploh na naši geografski širini, skozi jesen in potem zimo, do pomladi ne dobimo dovolj, zato se ga splača v obliki prehranskih dopolnil jemati. Pa seveda Slovenci sploh živimo na lokacijah, kjer je dostopnost rib, predvsem teh, ki so bogate z dolgoverižnimi omega-3 maščobnimi kislinami, zmanjšana in potem se jih splača jemati. Vse ostalo je pa marginalno, lahko pomaga, ampak učinek je zelo majhen. Če povzamem, prvi povzetek, ko se pogovarjamo, kako pridobiti mišično maso, se ponovadi pogovor začne, katera prehranska dopolnila naj jemljem. Ampak bolj pomembno vprašanje je, ali poješ dovolj beljakovin, ali poješ dovolj hrane, ker je učinek dosti večji. Ampak, ko se pa začne debata, koliko beljakovin naj pojem po obroku,
pa kateri tip beljakovin, no, se je najprej treba vprašati, delam vaje z obremenitvijo, jih delam dovolj pogosto, ker je učinek treninga z obremenitvijo 90% prispevka k pridobivanju mišične mase. Ne. Prehrana, ki seveda mora biti zadostna, kar se energije tiče, kar se tiče vnosa beljakovin in seveda ostalih mikronutrientov, pa potem prehranska dopolnila so pa samo pika na i. Največja raziskava, ki je bila narejena, je bila leta 2018 objavljena v British Medical Journal, zajema več kot 1800 ljudi in tukaj so pokazali, tako imenovana breakpoint analiza, kjer so pokazali, da več kot 1,6 grama na kilogram telesne mase beljakovin ne poveča prirasta mišične mase in da so beljakovine v odsotnosti treninga samo recimo 10% povečale prirast mišične mase, medtem ko je trening sam po sebi veliko več. Še en povzetek. Mišica je izredno plastičen organ, lahko bi rekli pametno plastičen, ker z adaptacijami, s prilagajanjem uravnava samo sebe, izboljšuje svojo funkcijo. Mišica, kot smo videli, tudi uravnava svojo okolico in uravnava naš celoten organizem. Integrira informacije o našem življenjskem slogu, o tem, kaj se v našem telesu dogaja. In seveda kvaliteta in kvantiteta mišic je integral skozi daljše časovno obdobje, je kumulativni učinek življenjskega sloga skozi leta ali pa tudi desetletja. Za razliko od akutnih biomarkerjev, ki jih merimo, s katerimi se danes zelo tako popularno merijo biološko staranje oziroma se kaže biološki kazalnik zdravja, je mišica tisti integrator našega življenjskega sloga skozi desetletje. Tukaj imamo primer mišice mladega zdravega posameznika, zelo veliko preseka, zelo veliko mišic, zelo malo maščobe, potem pa primer 66-letnika z podobno telesno maso in precej drugačno telesno sestavo. Infiltracijo maščobe neaktivnega posameznika, ki je bil manj kot 22 minut na dan v bistvu aktiven, in pa aktivnega posameznika, ki ima veliko več puste mase mišične in veliko manj maščobne mase v primerjavi s tem. Mišica ni tako gobe, ki čez noč zrastejo po dežju. Zato, da mišice zgradimo, jih pridobimo, traja nekaj časa. Živimo v svetu, kjer mišic ne potrebujemo, čeprav smo narejeni za to, da jih uporabljamo. Živimo tudi v svetu instant zadovoljstva, kjer če ni rezultata čez noč, potem ni vredno. Ampak te spremembe se ne zgodijo čez noč. Kot sem omenil, te spremembe prihajajo počasi, se nabirajo, se števajo skozi leta in desetletja. In v svetu instant zadovoljstva, v svetu, kjer se nam ponujajo mamljive druge možnosti, kako biti mlajši, biološko, različni biohackingi, se moramo opozarjati, da mišice ne moramo kupiti. Mišice lahko samo z delom, s garanjem pridobimo. In če sem začel z Sokratom, bi končal s Sokratom. Mišica je organ, ki deluje po naši volji in pomembno prispeva k kvaliteti in kvantiteti našega življenja in odziva se na to, kako z njo ravnamo, ali jo uporabljamo ali pa ne. In vsi imamo možnost, da jo bomo uporabljali ali pa
zapostavljali. Kakšna bo vaša? Hvala lepa. Najlepša hvala tudi vam. Vam izrekam v imenu celotne publike. Zdaj bi pa naredil nekakšno izjemo oziroma neko novost bi uvedel, ki jo je na prejšnji učenju akademiji predlagal predavatelj Ivan Platonjak. In sicer, da se naslednje 3 minute vzamemo za to, da se obrnete k svojemu sosedu, da se obrnete nazaj in se pogovorite o tem, kaj se vam je danes vtisnilo od tega predavanja, kaj ste vzeli, kaj vas čisto morda ne razumete. Tako bom štopil na telefonu, potem pa nadaljujemo z vprašanjem. Super. Manjše. Dobro. Bi s tem prekinil to krajšo pavzo in začel z vprašanji. Torej, če imate kakšno vprašanje, ste povabljeni, da dvignete roko in pridem k vam z obima mikrofonoma. Aha, okay. Mene zanima, če bi tudi za možgane lahko rekli, da so mišica, pa da imajo podobne lastnosti kot navadne mišice, recimo. Ja, obstaja zelo tesna povezava med možgani, zdravjem možganjem in zdravjem mišic. Malo sem že namignil na tole. Bi pa mogoče še za kontekst povedal, zakaj v bistvu ljudje imamo večje možgane kot recimo drugi. Druge živali, ki imajo podobno maso, pa težje možgane. Veliko razlag je, ampak najbolj prepričljiva je vse v mojih očeh razlaga dr. Daniela Wolperta, ki pravi, da imamo večje možgane, da smo pametni zgolj zaradi tega, da lahko izvajamo kompleksne gibalne vzorce, zato da se lahko premikamo. In evolucijsko je to ima smisel, zato da smo našli vir hrane, da smo svoj reproduktivni, evolucijski, biološki fitness uspeli optimizirati, in potem našli pot nazaj do svojega plemena, je bilo potrebno biti aktiven. Kot primerjava se tukaj podajata dve drugi živalski vrsti. Ena je morska vetrnica, ki se rodi z živčnim sistemom, z možgani, bi lahko rekli. In potem, ko najde neki kamen, neko skalo na morskem dnu in se pritrdi na njo, potem poje svoje lastne živce oziroma živčni sistem, ker jih ne potrebuje. Mogoče še bolj nazoren primer je pa koala. Koala je v bistvu zelo luštna žival, ki večinoma svojega življenja preživi na evkaliptusu in potem prežvekuje tiste liste evkaliptusa in gleda, kako gre svet mimo nje. Ampak ne rabi drugega, ker se je skozi evolucijo adaptiralo na to, da iz evkaliptusa oziroma listov evkaliptusa dobi praktično vse, kar rabi. Včasih pa ni bilo tako, da je mogla biti mobilna, aktivna, da si je priskrbela vsa hranila. Možgani so podobni našim mišicam v kontekstu tega, da jih moramo konstantno stimulirati, če želimo, da funkcijo ohranjamo, tudi maso do neke mere. Mogoče pa niso podobni našim mišicam v kontekstu, da če smo disciplinirani, in potem disciplina pomeni, ne vem, večjo pogostost vadbe, naši možgani ne delujejo tako, ker imajo dva sistema in en je primitiven in ga zanima, kako biti reproduktivno sposoben, drugi je pa potem tisti racionalen, na osnovi katerega potem tudi dolgoročno racionalne odločitve sprejemamo. In v tem kontekstu pa možgani niso mišica, bolj jih treniraš, bolj so robustni. In to se dostikrat odraža tudi, vsaj jaz, ko delam s klienti,
ko skušajo si v bistvu, sploh kar se prehrane tiče, nekako ustvariti okolje, kjer so skozi pod skušnjavo, a ne, ali pa skušajo z trdno voljo pa disciplino potem se nekim zadevam odpovedati in si prehranske izbire nekako težiti, namesto da bi si jih poenostavili. Nazoren primer tega je, a ne, ta sistem 2 v možganih ima omejeno kapaciteto, ne moremo je povečati z treningom, ampak enostavno se sprazni in potem več ne deluje. In ta sistem 2 uporabljamo, se pravi, za racionalne odločitve, ki smo jim izpostavljeni cel dan, a ne. In kdaj mislite, ali pa sami izkušenj veste, kdaj pojeste največ nezdrave hrane? Zjutraj, pri zajtrku ali potem, ko pridete utrujeni iz obveznosti domov, pa se vam ne da pripravljati hrane, pa enostavno vklopite na sistem 1. Slednje, ne prvo. Pri večini ljudi je tako. Je pa pogovor med mišicami in možgani, kot sem nakazal, ne. Mišice z metaboliti, pa s tem interleukinom, ne, deluje na ta BDNF, neurotropin, ki neurogenezo stimulira, preko metabolita laktata deluje na VEGF, a ne, in potem izboljšajo funkcijo možgansko. Upam, da sem uspel odgovoriti, koliko toliko. No, jaz imam eno vprašanje glede treninga. No, vsekakor moramo biti aktivni, ne? Ali je zdaj boljše, da mi si trening razporedimo oziroma da smo aktivni skozi cel dan, počas, mislim, enakomerno, ali je boljše, da trening opravimo v, ne vem, 1 uro vse naenkrat? Zdaj, idealno bi bilo, da smo čim več časa aktivni, ne pa da imamo zelo tako ozko obdobje, ko smo zelo aktivni, potem pa sedimo. Nekako ni 1:1 ekvivalentno, ampak živimo v svetu, pač, kjer si tega ne moremo privoščiti, ne. Je pa zanimivo, da ta ljudstva, tista, ki imajo še ta, recimo, primitivni oziroma prvinski način življenja, ne, v Tanzaniji, Hadza, eno tako, oni niso aktivni namensko, oni so aktivni samo takrat, ko morajo biti, da si vir hrane najdejo. Potem pa več ali manj počivajo, ne, in ko so jih raziskovalci vprašali, kaj pa vi kaj vadite, ne, so rekli, zakaj bi vadili, če nam ni potrebno. No, in to je tudi, recimo, eden izmed posrednih dokazov, zakaj smo mi v bistvu nagnjeni k temu, da smo leni. Ker mišica je velik, ko smo videli, porabnik energije. In energija je bila včasih hrana, ne, je bila včasih redka dobrina. In če nismo rabili porabljati energije, potem smo jo šparali oziroma hranili. In tudi zaradi tega, ne, ker živimo v okolju, jaz pravim temu debelilno okolje, ne, kjer prevladujeta sedeči življenjski slog in pa hrana, ki nas potem najbolj motivira, ne, je prevalenca debelosti tako zelo pogosta. Ker mi smo evolucijsko narejeni, da se prenajedamo in da smo leni. Zdaj, če se vrnem nazaj k tvojemu vprašanju, obstaja koncept exercise snack, se pravi kot prigrizki vadbeni, ki ima zelo potenten učinek na izboljšanje recimo zdravstvenih parametrov, tudi če jih vse malo izvajamo, ne. In potem predvsem po obroku vadba je zelo učinkovita, recimo za diabetike, za uravnavanje krvnega sladkorja ali pa nasploh za to, da v bistvu se boljše počutim, malo več energije, ne. Zdaj pa karkoli je najbolj praktično, je v redu. Jaz zdaj v idealnem primeru, ne, bi imeli namenski, planiran, strukturiran trening, pa potem hkrati bi bili čim več na nogah, čim več fizično aktivni. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ja, zdaj je na socialnih medijih veliko tega, mogoče to ni na to temo čisto, ampak surovo meso, da mi, ko spečemo meso, da uničimo, ne vem, neke zadeve, neka hranila v mesu, da so včasih jedli surovo meso, da so imeli tudi potem drugačno strukturo obraza, telesa itd. Naj bi tudi na možgane vplivalo dobro. Je to res ali je to pač nek mit?
bolj ali manj naslednje. Surovo meso je v bistvu težje prebavljivo, ne lažje prebavljivo. Ne? S kuhanjem sicer res določen delež določenih vitaminov oziroma mikrohranil uničimo, ampak naredimo lažje prebavljivo meso. Zdaj, če gledamo, kakšna je prehranska sestava mesa, maščobne kisline, nekaj vitaminov je kar dosti noter, pa mineralov, biološko aktivni obliki in pa potem beljakovine. Ne? Beljakovine moramo mi skozi proces prebave razgraditi na osnovne enote aminokisline, ki se več ali manj kot intaktne absorbirajo, nekaj se lahko v obliki dipeptidov pa oligopeptidov absorbira in potem naše telo nazaj sestavi beljakovinske strukture. Ne? Druga stvar je pa, toplotno obdelano meso je bolj varno. Kar se tiče obraza ali pa čeljusti, ne, je pa logično, je bolj trdo, treba bolj žvekati, prežvečiti, zato da lahko potem prebavimo vse skupaj in zato so naše mišice bolj delale. Kar se pa tiče vpliva na možgane, mi smo se razvili ob savanah, več hipotez je. Ena je ta, da smo v bistvu se ob vodah razvili in potem kot vir omega-3 maščobnih kislin, ki je ena izmed vitalnih strukturnih komponent DHK, dokozaheksaenojska kislina za zdrav razvoj možganov, pa jod, smo dobili iz hrane živalskega izvora oziroma iz rib. Drugo je pa to, da smo v bistvu, ko smo recimo se postavili na noge in začeli premikati kot homo sapiens sapiens, v bistvu hranili z hrano, ki so jo ti mrhovinarji pustili, kostni mozek, možgane, živali tega, zveri tega niso tukaj jedle. In pa potem še tretja zadeva, ki nekako to vse skupaj združuje, je pa potem iznajdba ognja in začetek kuhane hrane, ki je potem večjo energijsko gostoto omogočila. In skozi ta proces evolucije smo se tudi anatomsko spremenili. Mi imamo v primerjavi z našimi najbolj recimo sorodnimi živalmi, torej primati, imamo v bistvu dolgo, tanko črevesje, tam okoli 7 metrov meri in ima veliko absorpcijsko površino, da lahko čim več hrane absorbira in zelo malo zelo kratko debelo črevo, kjer fermentacija poteka večinoma, medtem ko pri primatih je pa čisto drugače. Tako da te ideje, da je človek edina žival, ki je toliko neumna, da kuha, pa da so naši najbližji sorodniki, recimo biološko gledano, se z listi hranijo oziroma zelenjavo, nekako ne pije vode, če biologijo upoštevamo pa anatomijo. Hvala lepa. Imamo časa še za eno vprašanje. Okay. Mene pa zanima, omenili ste prirastek 1% ob nekem optimalnem prehranskem vnosu. Kaj pa količina vadbene aktivnosti, ko bi bila potrebna za doseči to? Torej, če se zreduciramo na trening z obremenitvijo, ki je glavni tip treninga, ki omogoča mišično hipertrofijo, je v bistvu daleč najbolj pomemben faktor volumen, se pravi število serij na mišično skupino na teden in pa potem seveda znotraj serije čim večjo obremenitev dvigniti. Se pravi, raziskave pa kažejo, da v bistvu vsaj 2-krat mišično skupino na teden trenirati, lahko večkrat, posamezno. In potem v bistvu, kar se tiče števila ponovitev znotraj serije, včasih je veljal mit 6 do 12 je cona hipertrofije, danes vemo, da lahko hipertrofijo dosežemo v razponu intenzivnosti oziroma obremenitev, kjer v bistvu dvigujemo od 5 pa vse do 35 ponovitev. Pod pogojem, da je zadnja ponovitev bila tista praktično zadnja, ki jo lahko pravilno izvedemo oziroma temu pravimo ponovitve v rezervi, repetitions in reserve 1 do 2. Jaz v praksi tako svetujem, da niti ne merimo tega repetitions in reserve 1 do 2, ker velika večina ljudi tako ne ve, kaj je tisto predzadnja ponovitev in se nekaj potrudi, da
doseže v bistvu tisto odpoved. In tukaj govorimo o tako imenovani momentarni odpovedi. Se pravi, odpovedi, ko mišica pravilno več ne more, se pravi, kontrakcije izvesti, da se mi odločimo, da bomo naredili 3x po 10 ponovitev, ker z določeno težo, ker ne vemo, ali je to res tisto zadnje ponovitev ali ne, to se mi naprej odločimo. Drugače pa najbolj pomembna stvar je ta, se pravi, ni najbolj pomembna stvar izbira vaje. Seveda, če želimo biceps trenirati, moramo vaje za biceps delati, ne se zanašati na to, da če bomo delali push-upe, bo testosteronski odziv tak, da bo kar bicep rastel, to so spet mitiki. Nima nobenega smisla. Bolj kot izbira vaje je izvedba vaje pomembna. Muskel fiber ni dober pokazatelj, da smo trening dobro naredili. Potem znotraj tega imamo potem obseg treninga oziroma volumen, intenziteto treninga in pa potem frekvenco treninga. In to je teh 5 modificirajočih oziroma 5 spremenljiv, ki potem narekuje fiziološki odziv. Hvala lepa. Si morda kdo zares želi še kaj vprašati? Ne. Potem bi se pa res zahvalil še enkrat vam in se mi zdi, da se zaslužite še en velik aplavz. Hvala lepa. Ja. Tako, prijem pa zaključimo še nekaj oznanil iz mojih strani. Torej, najprej vsem študentom želim uspešno izpitno obdobje. Po izpitnem obdobju, takoj prvi teden po izpitnem obdobju pa sledi nova večerna akademija z naslovom Migracije. Torej, ali so migracije izziv ali priložnost. Tako, predaval nam bo pa dr. Dejan Valentinčič. Tako, lepo vabljeni in srečno. Ste pa vsi vabljeni na manjšo pogostitev v kavarno. Preden migriramo tja, pa bi se jaz še enkrat zahvalil vsem, ki ste prišli, bilo mi je veliko veselje. Hvala lepa. Hvala. Lahko to ne dodamo? Vi ste povabljeni na